Dragi moji, a ste spremni? Niste spremni, zato bi rekel Pero Marcič. Čas je za nov video in tega ste izglasovali in gre za true crime. True crime, ki je več kot rešen. True crime, v katerem se je nenormalno veliko govorilo, v katerem je neskončno člankov, dokumentarcev in pa knjige. In pa primer, za katerega bi rada rekla, da se mi ne zdi tipično žalosten zaradi tega, ker ta punca, ki je to doživela, ta Nataša, za katero skoraj ste vsi že slišali, noče biti tipična žrtev take stvari. Veliko je govorilo o tem lih z namenom, da ne izpade tipična žrtev, lih z namenom, da ni vse tako simpel, kakor si mislimo, in zato dajmo poslušati to zgodbo v tem videu. Pliščete, sami raziskovali o tem, pogledajte si dokumentarce, ker dejansko ona pripoveduje, ne brati članke, jaz sem prebrala 2-3 članke, mi šlo na bruhanje, ker je toliko napak noter, toliko traparij. By the way, mene imate tukaj, evo, Alenka na naslovnici kula, valjda moram, I have to show it off, ok? Sicer se skrivam do polovice za sončnico po zimi, ampak I'm a cover girl, yes. Cover girl. Ta primer prihaja iz sosednje Avstrije, zgodil pa se je na obrobju Dunaja. Natančneje 3096 dni, ker pa je tudi knjiga z istim naslovom. Njena mama razlaga, kako se je vse skupaj zgodilo tisti dan. Nataša ponovadi v šolo ni šla sama, bila je ponovadi pospremljena. To ni lih spet toliko majhno mesto in večinoma njena pot je šla ob cestah, bila pa je dolga 4 km. Tisti dan je mama ni pospremila, je pa za njo gledala čez okno in se spominja, kako jo je videla, dokler ni šla končno za en vogu, in takrat je tudi v bistvu zadnjič videla za teh 8,5 let. Nataša to ugrabitev opisuje tako, da je bila pač na poti v šolo in je videla na eni točki pri belem kombiju enega moškega, ki je izgledal tako nekako, da bi nekoga nekaj čakal, in je začutila nekaj in je rekla, jaz bom šla tukaj čez cesto, da se temu izognem, ampak se je potem tisti moment počutila otročje, da bi to storila, in je šla raje samo mimo njega, in on je prišel nasproti njej in jo je zavil v deko in vrgel v kombi. Ona opisuje, da je želela kričati, ker that's not freaking good, to je bilo vse jasno, ampak preprosto ni mogla. Na prvi točki zamrznila, pa je pa še problem, da je grozil oziroma je govoril, da če bo pridna, če ne bo kričala, če se ne bo otepala, bo vse ok in ji ne bo nič žalega storil, in valjda je potem ubogala. Ni vedela, kaj jo čaka, sedela je v kombiju, peljala sta se, gledala je ven in okolica je bila znana, ker to je bila še vedno okolica, v kateri se je ona sprehajala, v kateri je z mamo se kam peljala, tako da približno je dejansko vedela, v katero smer gre. Ko sta prispela, je on parkiral, jo zavil spet v tisto oddejo in jo nesel v hišo. Tukaj se ona še spominja, da jo je položil v tisto klet, čeprav boste pa videli, koliko je bila zakomplicirana pot do te kleti, jo je pustil v temi na tleh s tisto oddejo in to je bilo to. Njena mama je bila pa kuj v ful velikmu strahu zaradi tega, ker Nataša je bila vedno točno do minute in ta dan je zamujala samo 10 minut in mama je začela klicati v šolo in ni dobila razlage, kaj bi lahko bilo, noben ni vedel nič in je nagnala čisto paniko. Prve pol ure sploh noben je oglašal in pa je bila že res totalno panična, ker vedela, da nekaj ni ok. Prvi dan opisuje, da je prinesel vzmetenco, ampak ta je bila res taka slaba, zanič, nizka, tanka. V naslednjih dneh je sledilo to, da je vzel šolsko torbo, vzel je čevlje in jih je zažgal, s tem, da je zraven rekel, da zaradi tega, ker jih pač ne bo rabila, pa ves čas je bila v isti oblekci. Že naslednji dan je bilo po televiziji in po radiju, kot majhna deklica je pogrešana, je svetlolasa, modre oči, imela je rdeč anorak. Začele so se obsežne policijske akcije, pa tudi sosedi oziroma ta neighborhood in prostovoljci so pomagali. Zelo kmalu so prišli do prvih sledi. To je bila ena majhna deklica, ki je rekla, da je zjutraj ob 7:20 am jo je videla na pol poti na poti v šolo. Torej, njena pot je bila dolga 4 km, kakor vidite na videu. Na polovici poti je bil krožno križišče in tam jo je ta deklica videla, opisala jo s tem rdečim anorakom in lahko so iz tega razvedeli, da gre za njo, in ona je videla, da je šla v ta bel kombi in posledično so oni vedeli, da iščejo bel kombi. Ful srhljivo mi je, da na eni točki so oni najdeli točno njega in točno njegov kombi in so ga poslikali, podokumentirali, ampak nič ni bilo dovolj, da bi dobili nalog za iti preiskati hišo, logično. In tudi če bi Bog ve, če bi jo najdeli, glede na to, kako je bila skrita. Nataša razlaga, da ona ni imela opcije komuniciranja z ugrabiteljem. Torej, če bi karkoli nujno rabila, mu ni mogla tega povedati. On je samo prišel enkrat na dan. To je nekako že dobila po občutku, čeprav ni več vedela, kdaj je noč in ni vedela, kdaj je dan, ker je bila v kleti brez oken. Sčasoma ji je on inštaliral interkome oziroma interkome po hiši, da sta se lahko sporazumeli oziroma da je lahko
povedala, če kaj nujno potrebuje. Da preberem, kje dejansko je ta klet in kje dejansko se je Nataša nahajala, ker si težko zapomnim to pot do nje. Najprej, ko si v hiši, moraš kakor proti kleti dol po stopnicah, potem moraš tam umakniti ful težko belo omarico. Za to omarico je sef. Ta sef je močno pritrjen v steno in za tem sefom je polmetrska betonska stena. Ta stena se odpre in potem prideš v neko novo luknjo, ampak nismo še tam. Potem so še ena absurdno debela betonska vrata, res debela, kakor da bi gledal steno v gradovih. In za temi vrati so še dvoja lesena vrata. Potem pa prideš do njene mini nagravžne sobice. Ona opisuje, da je ugrabitelj do nje, da je samo prišel do nje in je rabil pol ure in ga je slišala tako postopoma, ko se je bližal nekako. In večkrat se je spraševala, kaj ta heg bi se meni zgodilo, če se njemu kaj zgodi, če umre ali pa če zboli, pa da se ne more premikati ali pa da zgubi moč. Ona bi preprosto tam ostala zgnila ali pa se mumificirala, pač nič ne mogla, ne. Skratka, v dokumentarcu se pojavlja tudi en njegov kolega, ki bo na koncu tudi majčkeno povezan s tem, da se je ona osvobodila. Skratka, opisuje ga kot ful normalnega, zanesljivega človeka, zanesljivega uslužbenca. In ful scary je, ker je njega na eni točki vprašal za predlog, kaj je najbolj zvočno neprodušna zadeva. In šele potem, ko je ta človek po koncu vsega tega ugotovil, da je on to dejansko uporabil v praksi, da je Natašo sem tja zaprl, da je bil tak čez zgrožena, ne. Nisem še povedala imena ugrabitelja, bil je Wolfgang Priklopil. Upam, da sem prav izgovorila, izgledal je takole. Dejansko je izgledal tako scary, kakor je, ne. Sčasoma je v to njeno mini chamber inštaliral tudi timer za luči, torej imela je prav ono, zjutraj ob 8, kakor v zaporu so se luči prižgale in potem zvečer ugašale. Vsaka kapljica vode v tej njeni mini sobici pomenila novo vlago. Vlaga pa plesen, vsi vemo, da sta dobesedno strupeni, nevarni za naše zdravje. Potem je imela tam ventilator, ki se je vsakič pregrel in ko se je pregrel, se je začel taliti in je začel zvok proizvajati. Tok, ga on opisuje, te zvoki ne moreš predstavljati, koliko te to lahko zmeša, ker je ponavljajoč in basically je bila to včasih vrsta mučenja. Opisuje tudi, da je imela noter ogromno insektov in da je bilo basically vse skupaj res nagravžno. Sprva mu ona še ni smela nič pomagati, bila je ves čas zaprta v kleti, ampak to se je sčasoma spremenil, ker je on prišel do spoznanja, koliko se ona njega zares boji in je včasih kdaj pripeljal gor v hišo. Bolj je postajala mlada ženska, bolj jo je istočasno sovražil, pa istočasno mu je lahko več pomagala. Že čist predolg časa ni videla svetlobe dneva in tudi, ko jo je pripeljal gor, je v bistvu ni videla zaradi tega, ker je vedno zaruletal. Vedno je vse zakleno totalno, to ni pomenilo, da je ona kar spuščena tam, ampak vse je pazil, da je bilo zaklenen, da še zmer ni mogla nikamor. Take vrste človek na hitro navzven ni deloval nevaren, po mojem so ga imeli sosedi radi, družina rada, vsem je bil kul, šef ga je imel rad, ampak bil je tisti, ki ga je nekaj v življenju mogel vršiti ven, nekaj ga je mogla raniti in je rabil v življenju dominanco in dominanco je izvajal nad njo. S tem, da je mogla delati, ker je hotel, ni smela jokati, mogla je ves čas pucati. Bil je obseden s čistočo, pa kontroliral je tudi s hrano. S tem, ker je bil obseden s čistočo, je mogla vsak svoj prsten vtis zbrisati sproti, če ne ga je on na silo zbrisal, velikokrat jo je pretepel, velikokrat jo je davil, samo če je recimo šla na oken gledati, da je videla sonce. Se je jokala in je na silo razmazal te solze po obrazu, zaradi tega, ker bi mu drugače uničile njegove brisačke, ker je neka kislina noter v solzah baje. Zdaj recimo je baje lahko kupil BMW, torej očitno je imel BMW, njej pa ni privoščil niti hrane. Sebi je vedno nekako privoščil vsaj 3-krat več kakor njej, s tem, da mu je večinoma kuhala mama in ja, ta njen ugrabitelj, Wolfgang, ki je bil čisti mamin sinček, na zelo nezdrav način, res on tipičen mamin sinček, mama je k njemu hodila vsak vikend in je tam živela, mu je skuhala za cel teden in pucala pa pospravljala, čeprav on je bil toliko agresiven, ker se tiče čistoče, da je potem mogla Nataša priti gor in vse za njo počistiti, da ni bilo slučajno kakšen laski, da ni bil kakšen otiski, da ni bilo nikjer ničesar. Ona mu je pa večinoma tudi garela te obroke, ki mu jih je mama skuhala in pa velikokrat je on pokazal, kaj vse ima za jesti, kaj je vse v hladilniku, toliko, da je v bistvu zdražil, dal pa ji ni nič od tega, dal je tisto, ki si je najmanj želela, po vsej verjetnosti je oziroma res majčkene rezine in nikdar ni bila basically sita in v času ugrabitve je imela ona od 32 do 36 kilogramov. Prisilil jo je, da je na glavi nosila plastične vrečke. Tega v dokumentarcu ne pove točno zakaj. Jaz predvidevam zato, da ni puščala las.
In potem je sčasoma ugotovil, da je skoraj lažje, če jo pobrije, oziroma najprej poreže vse lase in pobrije, in ona je bila v bistvu večino časa v ugrabitvi tudi brez las. Vrečke pa niso bile problem sam, ker je čuden ali karkoli, ampak zaradi tega, ker se je zažiralo kožo in lobanjo in je bilo skrajno boleče in neprijetno. Včasih je nabrala toliko moči, pa poguma, da je zlaufala do okna in se začela pač vpiti, dreti, če bi kdo prišel na pomoč ali pa karkoli takega, nikdar ji ni uspel, je bila pa potem kaznovana, predvidevam, da s pretepanjem. Najbolj žalostno mi je, da je njena družina vmes dobivala hoax kliče, torej prevare, mislim klice, da se je kdo pretvarjal, da je on ugrabitelj. Mislim, to, da fakt je toliko neokusen človek, ne vem, to je nekaj najbolj gnilega, kar lahko narediš. Prej sem pozabila povedati, te stvari so meni tako, v glavnem, ta ugrabitelj je imel že tak absurden odnos z mamo in istočasno je imel ful stroga načela za ženske in če bi on kdaj najdel žensko, če ga bi sploh kje zanimala, bi mogla biti vitka, fit, blond, pa super elegantna, čudovita ženska, in sploh. Je bil pa on precej učen človek in je tudi zelo dobro mu šla recimo matematika in veliko je bral in na eni točki oziroma po nekem določenem času je tudi njej začel dovolj brati knjige, matematične, psihologijo, pa kakšne, ki niso samo fikcijske ali pa otroške. Tako je bila radovedna, da je v bistvu ga prosila, če ji lahko zrihta kakšne matematične teste in jih je. In potem ga je prosila, če mu jih popravi, ampak je ta njegova dominanca usekala ven, ker ni mogel privoščiti nikomur, da je karkoli prav naredil in v bistvu, tudi če je bilo prav, je on vse pokracal z rdečo in vse je bilo narobe. Tudi Natašina mama je šla čez ful stvari, ona je ves čas verjela, da je Nataša živa oziroma da ima še opcijo, ne vem, zbežati, da če je živa, da bo vse v redu, da je močna, da bo preživela. In na eni točki so ji dali idejo, da daj saj kup si grob, da boš imela kje za žalovati, da boš imela kje se zadružiti z Natašo in to je tako čist ven vrgala, je bilo what the heck, za njo sploh ni bila mrtva. Pa druga še bolj grozna stvar je bila, da so na eni točki z detektivsko preiskavo obtožili mamo, da je ona po vsej verjetnosti vpletena v umor hčerke, torej Nataše, zaradi tega, ker ne bi bila vpletena v neko afero z enim biznismenom in ker bi bila Nataša na potu, sta jo potem ubila in zakopala in šlo je to tako daleč, da so šli izkopati tisto lokacijo, če je dejansko noter nekdo in valjda niso najdeli nič in to je pač bizarno, da to doživiš. Prišlo je do točke, jo je kdaj že po noč za 50 minut spustil na vrt. Takrat je bila ona še srečna, da se je lahko rastlin dotikala, da je lahko čutila zrak, veter, ker drugače ga itak ni leta in leta. Včasih je prosila, da si vlom vejco, da ima pa pri sebi pokleti, tako majčkeno opomnik na zunanji svet. Ona se je mogla tudi vprašati, zakaj je preživela in tudi če njo gledaš kot osebo, kako funkcionira, deluje absurdno močno, na kakšen način govori o teh stvareh in se mi zdi, da tako kot ona reče, edina opcija, da sem preživela, je to, da sem sproti oprostila karkoli je naredil. Ker če bi se v njej nabirala ta jeza in groza in sovraštvo in bi jo psihično in fizično, verjetno tudi zaradi psihe fizično zlomili. Tam nekje leta 2004, to so bili pa potem novi podatki, o katerih ona prej ni želela govoriti, kakšna intimnost pa te zadeve, ker ona je z njemu tudi mogla spati na eni točki, se pravi od leta 2004 naprej verjetno, ker je imel priklenjeno k sebi in takrat tudi ni mogla zbežati, ker je bila pač oklenjena skupaj z huge človekom, moškmu. Ali je imel spolne odnose z njo ali ne, še jaz zdaj nisem ziher, ker nisem šla v detajle, ampak tudi zato, ker ona noče govoriti o tem in jo vprašajo, zakaj pa nočeš govoriti o tem in ful aba reče, zato ker je osebno, to ljudje še prijatelji med sabo ne govorijo, ne valjda nočem vsem govoriti o tem, se smiliti nobenemu noče biti žrtev in zato ne govori v detajle o najslabših stvareh, ampak ljudje, če ne poveš dosti groznih stvari, se hitro zapiče, kaj se ni bilo tako hudo, saj navsezadnje on ni bil niti grca, si uživala z njim, verjetno. Take stvari dejansko prebereš v komentarjih na 24 ur, ne vem, sram je lahko tak folk. Enkrat recimo sta šla skupaj v trgovino z orodjem, ja, ker on jo dejansko tudi s sabo vzel povsod, ker je bilo že varno, da jo noben ne bo prepoznal. Iz čabi 10-letnice je šla v shirano, koliko ne, 15-16 letnico. Takrat je enemu policistu namigovala z očmi, v smislu nekaj narobe, plis nared nekaj in ni dojel, ni pomislil, kaj bi bilo, samo preveril njune dokumente in to je bilo to. Ali je mislil, da ima neko mentalno epizodo, ali pa je mislil, da je mogoče narkomanka, ker je bila toliko shujšana, shirana, bleda. Naslednja taka stvar je bila, pa lih ta njegov kolega, ki se je pojavljal v dokumentarcu, sta šla do njega, se pravi Wolfgang skupaj z Natašo
In ona ni vedela, v kakšnem odnosu sta ona dva. Če bi on že vedel za njo in bi mu v bistvu še pomagal ali kakorkoli, ona itak ne bi mogla zbežati, ker bi se še toliko bolj zafrknila, če bi bila dva moška na kupu. Dala mu je roko, rekla ni nič, tako kot so bila njena navodila in to je bilo to. Ampak še ta isti dan potem je njej uspelo zbežati. In sicer na zelo tak cool način, skupaj z Wolfgangom sta sesala ta njegov bel kombi. Ona ga je sesala, on je pa mogel opraviti telefonski klic. In zato, da bi ga ne motil toliko zvok sesanja, je šel preč do svojega bazena, by the way, ki ga je tudi imel, da v miru opravi klic in ona je takrat videla to priložnost. In je pustila sesalec, da dela, sesati, tako da je še zmeraj imela nek zatišje in je tisti čas bežala čez neka zadnja vrata tam in ven med ulice. Najdena je bila zmedena na ulicah, prestrašena, zmedena, pač bežala, zhirana, bleda. Potem se je to zgodilo, je ona postala huge zvezda, logično, posod na naslovnicah je bilo, ampak tisto, kar njo najbolj moti, je to, da so ves čas opevali, da je ona neka žrtev pedofilije, žrtev dominance, žrtev posilstvu. Zadnjo, kaj se mediji pišejo in tudi takrat se je toliko zagražal v ta sistem, da hoče vse še poslabšati, kakor je, da je sploh toliko zanimiv, kakor folk rab slišati. Kratka, noče biti žrtev, živi zdaj ful normalno življenje. Je v dokumentarcu 2016 povedala tudi to, da ja, je z njemu spala in ja, je bil plan verjetno, po vsej verjetnosti, da ona se z njim poroči, ker s tem bi on dobil ful več pravice z njo in bi ful lažje upravičil svoje zločine. Je bilo javno, da je ona zbežala, naslednja stvar je bila, da je bil on najden pod tirnicami, kjer mu je vlak že zapeljal čez glavo, torej kaput, mrtev, naredil samomor. Se pa jasno tukaj ponavljajo teorije zarote, in sicer, da je bila ona del ringa pedofilije, torej v smislu, da je sodelovala, sprav, da je že pri 9-10 letih začela sodelovati z njimi. In v bistvu on ni naredil samomora, ampak so ti drugi moški, s katerimi ne bi obstajali videi, ki so oni ne vem kaj počeli, njega ubili, zato da bi se zaščitili in tako naprej. Žalostno mi je tudi, da je en njen družinski prijatelj uporabil videe, za katere je ona res želela in res prosila, da niso nikdar objavljeni, ker je bila shirana, bleda in brez las in on jo je tam mučil in poniževal na najgrše možne načine. In ta njen družinski prijatelj vse to uporabil v knjigo. In to njej je rekla, da ji je na istem nivoju ta človek kakor ugrabitelj. In to je to za ta true crime. Predvidevam, da je precej dolg, ker je bilo kar veliko za povedati. Komentirajte spodaj, kakšen vam je bil, pa se vidimo naslednjič. Aj, čau! Alien mom out, valjda.